ministrica, na ostali zdravi. To je veliko veselje in čast mi je, da bomo danes tu predstavili rezultate prve raziskave o pomenu biopraševalcev za slovensko kmetijstvo. Pred samo predstavitvijo rezultatov pa bi prosil še za 3 kratke nagovore. Najprej direktor Nacionalnega inštituta za biologijo, izrednega profesorja, dr. Andraža Kuntnerja. Cenjene gostje in gostje, spoštovana ministrica. Hvala vsem za obisk na tem zelo pomembnem dogodku in posvetu za Nacionalni inštitut za biologijo. Kot verjetno veste, potekajo na našem inštitutu zelo intenzivne raziskave biodiverzitete, med drugimi tematikami, ki jih pokrivamo. In velik ponos nam je, da imamo našimi vrstami tako eminentnega raziskovalca divjih opraševalcev, kot je kolega Bevk, in tudi ekipe na oddelku, ki mu stoji strani raziskava. Danes bomo slišali več stvari o tem, zakaj je pomembna biodiverziteta tudi iz vidika prehrane, zagotavljanja prehrane in opraševanja. Namreč verjamem, da ste dobro že poučeni, ampak splošni javnosti pa ni tako znano, kako pomembni so divji opraševalci, ne samo donosna čebela. Zato mi je velik ponos, da je ta dogodek podprt tudi z strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da ste ga tako velikodušno tudi podprli, tako projekt kot tudi nasploh raziskave v tej smeri. Še enkrat vas lepo pozdravljam, upam na čim bolj plodovit, ne predolg, ampak informativen posvet in želim vse dobro tudi naprej v smislu raziskav divjih opraševalcev. Povabim za nagovor še vodjo oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov, docentko dr. Metodojena Dober-Lep. Spoštovana gospa ministrica, predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dragi poslušalci. Pozdravila bi vas še v imenu oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo in veseli nas, da ste se našemu vabilu odzvali v tako velikem številu. Na našem oddelku že vrsto let upravljamo številne raziskave povezane z biodiverziteto v kmetijski krajini. In današnji dogodek je že tretji posvet, ki smo ga na to tematiko pripravili za snovalce kmetijskih in okoljskih politik. Prvi posvet leta 2015 je bil namenjen predstavitvi divjih opraševalcev in njihovemu izjemnemu pomenu, ki ga imajo v naravnih in kmetijskih ekosistemih. Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gre zahvala, da nam je prisluhnilo in nas podprlo in v veliko veselje nam je, da danes javno predstavljamo rezultate prve raziskave na temo opraševanja kmetijskih rastlin v Sloveniji. Verjetno danes nihče več ne dvomi, da sta varna pridelava hrane in ohranjanje biodiverzitete med seboj ne le neločljivo povezana, temveč tudi soodvisna. V Sloveniji smo na našo biodiverziteto zelo ponosni, vendar pa se hkrati mogoče premalo zavedamo, kako zelo slabo jo poznamo in tudi raziskujemo. Upamo tudi, da boste po končani predstavitvi imeli veliko vprašanj in prav na vsa bomo z veseljem odgovorili. Hvala. Hvala. Sedaj pa k nagovoru povabim še gospod ministrico, doktorico Sandro Kuret. Spoštovani direktor, spoštovana vodja raziskovalnega oddelka oziroma skupina raziskovalne, spoštovani raziskovalci, spoštovani vsi ostali prisotni. Veliko čast in veselje mi je, da sem danes lahko z vami na tem pomembnem dogodku
javne predstavitve rezultatov in sicer mi je to še prav posebno veselje iz dveh razlogov. Prvi je ta, da tudi sama prihajam iz raziskovalnih vrst. Še do nedavnega sem se ukvarjala z aplikativnimi raziskavami in razvojem na nekoliko drugem, a vendar sorodnem področju vašemu in se iz tega vidika izjemno zavedam tudi pomena raziskav in razvoja, tudi za strukture, kot je naše ministrstvo, se so te raziskave in razvoj izjemnega pomena za kreiranje naših odločitev, za načrtovanje strategij in pa za nadaljnji razvoj kateregakoli področja. Po drugi strani mi je pa to čas tudi zato, ker se zavedam, kako pomembno je za naš sektor in za nadaljnji razvoj kmetijstva doprinos novih znanj, novih ugotovitev, zato, da bomo lahko prihodnje kreirali strategijo razvoja slovenskega kmetijstva, ki bo sledila sodobnim trendom, se pravi časa, sodobnim tehnološkim znanjem, inovativnostim, ki pa seveda je nemogoče priti do teh ugotovitev brez sodelovanja z vami. Jaz sem vesela, da ste raziskovali prav temo, ki je mogoče še nekoliko deficitarna vse v smislu raziskav, je pa izjemnega pomena za zagotavljanje nadaljne produktivnosti v kmetijstvu in s tem seveda tudi za zagotavljanje varne in pa kakovostne hrane za naše potrošnike. Jaz si seveda tovrstnih projektov želim še veliko več. V prihodnjem obdobju se bomo soočili z izjemnim izzivom priprave nove strategije razvoja slovenskega kmetijstva od leta 2020 do 2030. Pripravljamo se na novo finančno perspektivo, kjer sem prepričana, da bojo vsa že pridobljena znanja oziroma rezultati vaših raziskav prišli izjemno prav, še bolj si pa obetam seveda tega dobrega sodelovanja tudi v prihodnje. Iskrene čestitke za izvedeno raziskavo, jaz se veselim, da bom danes vse del tega tudi sama slišala in seveda moje odprto povabilo za sodelovanje tudi v prihodnje. Hvala. Pozeli se nam je v tem času pridružila tudi gospa državna sekretarka, magistra Tanja Staniša, dobrodošli. Gremo po predstavitvi. Današnjo predstavitev smo pripravili Danilo Bel, jaz, potem kolega dr. Janez Prešeren iz Kmetijskega inštituta Slovenije in doktorica Leta Pisla, predsednica Veterinarske fakultete. Predstavitev bo v treh delih. Najprej bomo v malo daljšem uvodu predstavil pomen opraševalcev, kaj je bistvo opraševalcev, zakaj je pomembno, zakaj je ogroženo, zakaj je moramo raziskovati in nadaljevati. Potem v srednjem delu predstavitve bo predstavitev rezultatov projekta, na koncu pa zelo kratko še o viziji za naprej. Verjetno se vsi tu strinjamo, da je opraševanje je zelo pomembna ekosistemska storitev. Lahko rečemo, da je nepogrešljiva, tako za kmetijstvo, kot za naravo, za biodiverziteto. Od opraševanja namreč odvisni kar 4/5 kmetijskih in drugih rastlin. Ker se nekatere vrednosti opraševanja lažje predstavljajo, če je prikazana v denarju, obstajajo tudi izračuni za to, da kmetijstvo velja ocena nekaj 100 milijard dolarjev letno, svetovnem nivoju za Evropo nekaj 20 milijard evrov letno, za Slovenijo pa nekaj 50 milijonov evrov letno. Vse koliko pa je vredno opraševanje z naravo, pa težko ocenimo, ko rečemo, da je vrednost opraševanja z naravo neprecenljiva in seveda tudi s tem za nas. V zvezi z opraševanjem bi rad izpostavil še nekaj manj znanih dejstev, in sicer, da od opraševanja ni odvisna samo količina, ampak tudi kakovost pridelka. Pod kakovost pridelka pa tu razumemo obliko, obstojnost in prehranilno vrednost. Ugotovili so namreč, da se na cvetovih, ki so bolje oprašeni, razvijajo lepši plodovi, ki so bolj hranljivi in pa bolj obstojni. To je pa koristno tako z vidika predelovalca, kot z vidika potrošnika. Oba si želita kakovostni pridelek in hrano. Potem hrana pridelana z opraševanjem žuželk je ključen vir določenih vitaminov.
Mnogi si narobe predstavljajo, da če ne bi bilo opraševalcev, pa kar ne bi bilo hrane, to ni čisto res, ne dejansko je, da opraševanje žuželk odvisna 1/3 naše prehrane, kar je še vedno zelo veliko. Res pa je, da če ne bi bilo opraševalcev, bi bilo hrane manj, bila bi manj raznovrstna, bila bi tudi dražja in pa primanjkovalo bi določenih vitaminov, zato ker pa določene vitamine pa dobimo samo v hrani predelanih s pomočjo žuželk. In če ne bi bilo žuželk, teh vitaminov ne bi bilo, kar bi zelo vplivalo na naše zdravje. Potem potrebe po opraševanju naraščajo, to je povezano z naraščanjem števila ljudi, vedno več ljudi zahteva vedno več hrane, pa zahteva vedno več opraševanja. In pa v zadnjem času vedno bolj uporabljamo pomen pestrosti opraševalcev, kar je tudi osrednja tema današnjega srečanja. Ko govorimo o opraševanju, večina ljudi najprej pomisli na medonosno čebelo ali samo na medonosno čebelo, v našem primeru na gransko čebelo, ki je zagotovo zelo pomemben opraševalec, v tem ni nobenega dvoma, vendar pa ni edina, ki oprašuje. Torej, kdo oprašuje v Sloveniji? Imamo gransko čebelo, potem imamo pa še več kot 500 vrst divjih čebel, od tega 35 vrst čmrljev in postale divje čebele, tako imenovane čebele samotarke. Oprašujejo pa tudi druge žuželke, muhe, trpetavke, metulji, nekateri hrošči, ose, pa še kaj bi se našlo. Govorimo lahko o veliki pestrosti opraševalcev, v Sloveniji verjetno živi nekaj tisoč vrst opraševalcev. Ob tem se lahko vprašamo, ali tako pestrost opraševalcev potrebujemo, ali zadostuje že, če imamo in varujemo samo gransko čebelo. To je zelo strateško vprašanje. No in najlažje na odgovorimo, če si pogledamo rezultate raziskave, ki je bila 5 let nazaj objavljena v New Science, je bila zelo odmevna, v njej sodelovalo preko 50 raziskovalcev iz celega sveta, potekla na 600 poljih, na 5 celinah, vključevala 41 kmetijskih rastlin. No, namen raziskave pa je bilo primerjati učinkovitost opraševanja medonosne čebele in pa divjih opraševalcev. In poglejmo se na hitro, kaj so ugotovili. Ugotovili so, da je pri divjih opraševalcih učinek na povečanja pridelka 2-krat večji kot pri medonosnih čebeli. Divji opraševalci povečajo pridelek tudi tam, kjer je medonosnih čebel veliko. In pa medonosna čebela divjih opraševalcev ne more nadomestiti. Torej, raziskava je zelo jasno pokazala, da so divji opraševalci pomembni, nenadomestljivi. A ne v Sloveniji imamo 200 000 čebeljih družin, vedno tudi, če bi jih imeli milijon, bi še vedno potrebovali tudi divje opraševalce. Če želimo zanesljivo opraševanje v kmetijstvu in pa če želimo ohraniti biodiverziteto. Potem se lahko vprašamo, kaj so posebnosti divjih opraševalcev, da jih čebela ne morete tako zlahka nadomestiti. Poglejmo si to malo bolj podrobno na primeru čmrljev, ki so najbolj raziskani. Mogoče glavna posebnost in potrebnost čmrljev ta, da ima sposobnost letanja v mrazu, dežju in v vetru, torej v slabem vremenu in pomladi, v času cvetenja sadnega drevja, zelo pogosto. In takrat čebela pove po slabem vremenu. Čebela potrebuje vsaj 10 stopinj, čmrlje lahko letajo že pri blizu ledišča. Potem, čmrlje so boljši prenašalci cvetnega prahu, ob enem obisku cveta, ga oblikujejo 2-krat več kot medonosna čebela, kar spet izboljša opraševanje. Potem so zelo hitri, 2 do 4-krat hitrejši kot čebela, cvet močno stresejo, ob obisku, kar spet izboljša opraševanje. Pri nekaterih rastlinah pa je to nujno, recimo take paradižnik, pa tudi ameriška parunica, pa še 16 000 drugih vrst. In pa dejavni so od zgodnega jutra do poznega večera, torej dlje časa pa medonosna čebela. In zaradi vsega tega, posamezni osebek čmrlov pravi veliko več dela kot pa ena čebela. Čmrlov je običajno precej manj kot čebel v nasadu, vendar kljub temu še vedno opravijo zelo pomembno delo, če pa slabo vreme, pa mogoče celo vse delo. No, tudi čebele samotarke so zelo dobre opraševalke in ugotovili so, da ena samotarka lahko pravi delo kar 100 medonosnih čebel. No, kot vsak opraševalec ima pa tudi medonosna čebela določene prednosti, ravno to je čar biodiverzitete, vsak organizem ima določene prednosti, vsi skupaj pa potem tvorijo celoto, ki deluje. No, prednost medonosne čebele je to, da živi in tudi prezimuje v velikem številu, zato je tudi pomladi veliko čebel.
in pa zaradi čebeljih predelkov je privlačna za gojenje. Zato imamo v Sloveniji 11 000 čebelarjev, tudi sam sem eden od njih. Torej, divje čebele so zelo pomembne, poglejmo si še, kako so raziskane. Tu je prikazano število člankov Scopus po različnih rodovih. Tu imamo rod Apis, kamor spadajo medonosna čebela, Apis mellifera, in vidimo, da je na to temo več kot 11 000 člankov. Od čumrlih rod Bombus nekaj čez 2000 člankov, potem v ostalih rodovih divjih čebel pa kvečemo nekaj 100 člankov. Torej, precej neenakomerno so raziskave razdeljene. No, ta neenakomernost, pa asimetrija pa še bolj očitna, če si pogledamo število vrst znotraj posameznih rodov. V rodu Apis imamo eno samo vrsto, v Evropi Apis mellifera in 11 000 člankov, pri čumrlih 68 vrst, pa 2000 člankov. Potem imamo pa na stotine, več kot 1000 vrst drugih divjih čebel, ki so pa skoraj neraziskane. Torej, čaka nas še ogromno dela. No, kljub temu, da so slabo raziskane, povemo, da so čebele ogrožene. Obstaja tudi rdeči seznam čebel Evrope. V Evropi živi 1965 vrst čebel. Dobro polovico je premalo podatkov, da bi sploh lahko ocenili, ali so ogrožene. No, ampak najbolj raziskane so pa čumrli, 68 vrst je v Evropi, in pri čumrlih vemo, da v Evropi izumrtih grozi 1/4 vrst. Pri polovici vrst pa populacije upadajo, torej so razmere resne. Kaj so glavni dejavniki ogrožanja opraševalcev? Videli bomo, da so dejansko vzroki za ogroženost medonosne čebele in pa divjih opraševalcev v precejšnji meri podobni, pa vendar so zelo pomembne razlike. Oboji se soočajo s pomanjkanjem hrane, z boleznimi in pa s pesticidi, vedno so pa tu pomembne razlike. Ko v čebeli primanjkuje hrane, jo čebelarji hranimo, tudi divji opraševalci stradajo, vendar jih ne moramo hraniti, zato ker živijo divje, živijo prosto. Podobno pri boleznih. Ko medonosna čebela zboli, jo zdravimo, ko tudi divji opraševalci imajo bolezni, kar bomo videli kasneje, pa jih ne moramo zdraviti. Podobno pri pesticidih. Ko medonosna čebela umira, to hitro opazimo, lahko ukrepamo, ko prije do zastrupitev. Tudi divji opraševalci umirajo, vendar to veliko težje opazimo, oziroma največkrat kar spregledamo. Potem tega pa imajo divji opraševalci še težavo, ki je pa medonosna čebela nema. To je pa pomanjkanje primernih mest za gnezdenje. Čebeli sicer danes primanjkuje naravnih gnezdišč, torej v gozdovih, vendar gnezdi danes v nadomestnih gnezdiščih, torej v parnih čebenakih. Zato nimate težave. Divji opraševalci pa v spremenjenem okolju, predvsem zaradi intenzivnega kmetijstva, danes vedno težje najdejo primerno mesto za gnezdenje. Zato lahko rečemo, da so spremembe v okolju, ki jih je povzročil človek za divje čebele, pa za divje opraševalce nasploh, še veliko bolj usodne. In če rečemo, da je medonosna čebela ogrožena, lahko rečemo, da so divji opraševalci alarmantno ogroženi. In točno to tudi ugotavlja pobuda Evropske unije za opraševalce, ki že v prvem odstavku izpostavlja, da se javnost dobro zaveda problema težav medonosne čebele, veliko manj pa problema še veliko večje razsežnosti, to pa je izumiranje divjih opraševalcev. In ravno zato tudi Evropska unija, potem države članice poziva, da ukrepajo, da se začnejo ukvarjati z reševanjem te problematike. In kaj nalagam državam? Poziva k izboljšanju znanja o problemu, torej o vzrokih za zmanjševanje števila opraševalcev in pa posledicah, potem poziva k spopadanju z vzroki in pa k ozaveščanju o problematiki. Kako je v Sloveniji? Kakšno stanje populacije čebel v Sloveniji? Najprej se pogledamo za kranjsko čebelo. Zanjo skrbi 11 000 čebelarjev in pa vsaj 30 strokovnjakov, ki se ukvarjajo z zdravstvenim varstvom in organizacijo čebelarstva in raziskovanjem. Torej imamo
eno vrsto, s katero se ukvarja zelo veliko ljudi, zato lahko rečemo, da je stanje populacije dobro znano. Vemo, kaj se dogaja s čebelo, s kakimi težavami se sooča in te težave bolj ali manj uspešno tudi rešujemo, kar je seveda prav. Na drugi strani pa imamo divje čebele, več kot 500 vrst, ki živijo prosto, obstaja nekaj ljubiteljskih gojiteljev, obstaja tudi komisija za alternativne opraševalce, ki deluje v okviru Čebelarske zveze Slovenije, kateri predsednik sem. No, dejansko pa se z problematiko divjih čebel v Sloveniji profesionalno ukvarjajo samo dva. Prvi je dr. Andrej Govala, Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki je danes tudi tukaj, veliki strokovnjak za biologijo divjih čebel in pa za taksonomijo. Drugi pa sem jaz, ki se tudi na Nibu ukvarjam predvsem za pestrost opraševalcev in pa uporabo opraševalcev v kmetijstvu. Torej imamo zelo veliko vrst in pa malo ljudi, ki se s temi vrstami ukvarja. Razumljivo, da je stanje populacije zelo slabo poznano. Ni nobenega monitoringa, ni nobenih naprednih števil. Opažamo sicer, da so določene vrste vedno bolj redke, nekatere so vedno že izumrle, vendar tega ne moramo dokazati, tako enostavno. Človek tega ne more tako slediti. Še manj povedati, lahko potem konkretno reševali na problemi. Vendar, kljub temu, lahko rečemo, da je potencial, na podlagi tega, kar danes vemo, da je potencial divjih opraševalcev v Sloveniji še vedno razmeroma velik. A ga brez strategije trajnostnega upravljanja že izgubljamo. Vendar, to je razmeroma velik, če ga primerjamo recimo z zahodnimi državami, kjer je kmetijstvo še veliko bolj intenzivno kot pri nas. Vendar pa je še vedno čas, da ob hitrem ukrepanju Slovenija še postane model trajnostnega upravljanja pestrosti opraševalcev za stabilno predelavo hrane in ohranjanje biodiverzitete. Ravno danes to še omogočajo. Imamo tudi znanje in pa voljo, da to uresničimo, potrebujemo pa še ustrezno podporo, da dejansko to tudi izvedemo. Če ne bomo premili nič, pa bomo šli proti držav, ki so danes izgubile že velik del pestrosti opraševalcev, kar je za njih že velik problem, ki tudi precej stane. Torej, divji opraševalci so zelo pomembni, so ogroženi, so slabo raziskani, v Sloveniji pa še posebej slabo raziskani. Več kot dovolj razlogov, da smo predlagali raziskovalni projekt na temo pomena divjih opraševalcev v slovenskem kmetijstvu. To je bil projekt, ki je potekal v okviru ciljnega raziskovalnega programa, za katerimo se hranimo za jutri. Nosilec projekta je bil Nacionalni inštitut za biologijo, partnerji pa Kmetijski inštitut Slovenije, Veterinarska fakulteta, Grmovo mesto in pa Biotehniški center Naklo. Projekt so financirala Ministrstvo za kmetijstvo in pa Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Projekt je bil samo dvoleten zaradi omenjenih sredstev od oktobra 2016 do septembra 2018, vendar tudi v teh dveh letih smo zbrali zelo veliko koristnih podatkov. Projekt je potekal v 3 delovnih sklopih. Najbolj obsežen je bil prvi delovni sklop, v okviru katerega smo ugotavljali pomen divjih opraševalcev pri vprašanju kmetijskih rastlin. Potem v drugem sklopu smo iskali rešitve za izboljšanje razmer za opraševalce in v drugem sklopu smo raziskali zdravstveno stanje čebel v Sloveniji, ki je bilo tudi povsem neraziskano. In potem drugi sklop, pomen divjih opraševalcev pri vprašanju kmetijskih rastlin. Tu smo ugotavljali pomen divjih opraševalcev, potem ugotavljali dejavnost opraševalcev, kako se dejavnost opraševalcev spreminja preko dneva in pa tekom cvetenja. Potem zanimalo nas je, kako vreme vpliva na dejavnost opraševalcev in pa primerjali smo hitrost opraševanja med domače čebele in pa čmrljev. Glaven način zbiranja podatkov je bilo štetje opraševalcev v sadovnjaku. Večino raziskav smo opravili na 3 lokacijah, in sicer v sadovnjaku Kmetijskega inštituta, na Brdu pri Lukovici, potem v sadovnjaku Grma Novo mesto v Severnem in v sadovnjaku Biotehniškega centra Naklo v Strahinju. Opraševalce smo šteli od 7 ure zjutraj in pa do 8 ure zvečer. Pri malinah, ki smo jih opazovali poleti, ko bi daljši dan, pa smo začeli šteti že od 5 ure zjutraj. Šteli smo celotnem sadovnjaku, ampak na vzročnih mestih.
Omenil bi še, da na vseh lokacijah, na vseh sadovnjakih je bil prisoten čebelnjak, v sadovnjaku in pa tudi v okolici so bili čebelnjaki. Vsi ne veste, da je v neposrednji okolici sadovnjaka v Lukovici tudi sedež Čebelarske zveze, tako da je bila prisotna čebele zagotovljena. Opazovali pa smo na jablani, na ameriški borovnici, na jagodah, na črnem revezu in pa malinah, zaradi omejenega časa pa bodo rezultati prikazani predvsem na jablani in pa na ameriški borovnici. In pogledamo si kar najprej na jablani, prvo leto v Lukovici, imeli smo 10 opazovalnih dni, vsak stolpec prikazuje en opazovalni dan. Prikazani pa so deleži posameznih opraševalcev na vsega. Rumena barva je medonosna čebela, čemarji so zeleni, čebele samotarke oranžne, modra pa so dvokrice oziroma muhe po domače. Vidimo, da je vseh 10 dni je številčno prikazala medonosna čebela, precej je bilo tudi dvokrilcev, manj čebel samotark, še manj pa čmrljev, vendar so bili vsi prisotni vse dneve. Kako je bilo drugo leto, torej letos, smo imeli 9 opazovalnih dni, delež medonosne čebele je še večji, delež ostalih opraševalcev pa temu ustrezno manjši. Kaj je razlaga, da je bilo letos manj čmrljev? Verjetno je bilo dejansko v naravi letos manj čmrljev, glede na naše izkušnje. Del razlage pa so tudi razlike v temperaturi. Črtna črta tu prikazuje povprečno dnevno temperaturo in vidimo, da so bile letos temperature precej višje, lani okrog 15 stopinj, letos pa preko 20 stopinj Celzija. Velika razlika, letošnja pomlad je bila zelo topla, kar čmrljem ni najbolj v korist. Vendar bi opozoril, tu je prikazana samo struktura družbe opraševalcev, ne pa tudi delo, ki ga opravlja. Če poštevamo, da so deli opraševalci bolj učinkoviti, čmrli pa čebele samotarke, prinese veliko četnikov, tako, če bi prikazali opravljeno delo, bi bil obrat precej drugačen, do koristi drugih opraševalcev, vendar ker tega nismo merili, ne morem prikazati. Poglejmo se na hitro še na ostale lokacije. Najprej v Sevno. Prvo leto smo imeli 6 opazovalnih dni, pa proti dan je bilo zelo veliko čmrlo, takrat je bilo slabo vreme. Na ostale dneve, tako lani kot letos, je številčno prevladovala medonosna čebela, kar nekaj je bilo tudi čebel samotark, tudi v Sevnem je bilo letos manj čmrljev. In pa še strahin. Smo imeli lani samo 3 opazovanja, letos 5. Vse dneve je prevladovala medonosna čebela, kar nekaj je bilo tudi čebel samotark, čmrljev pa zelo malo. Poglejmo si še ameriško borovnico, kjer je bilo dogajanje bolj dinamično. Imeli smo 5 opazovalnih dni in vidimo, da prve 3 dneve so številčno zelo prevladovali čmrlji. Imamo različne odtenke zelene, ker so različne vrste čmrljev. Na zadnja 2 dneva pa je bilo ravno obratno, je pa številčno prevladovala medonosna čebela in vidimo, da je tudi temperatura na tem času precej rasla, kar verjetno razloži, zakaj je prišlo do te spremembe. Poglejmo si še rezultate za letos. Letos vidimo pa, da je vse dni prevladovala medonosna čebela številčno in tudi temperature, so bile tudi v času cvetenja ameriške borovnice višje, kar verjetno razloži to razliko. Je pa bi izpostavil, da je ameriška borovnica ena od rastlin, ki potrebuje opraševanje s tresenjem, ki je značilno za čmrlje, čebela pa cveta ne more stresti, tako da kljub temu, da je bilo čebel veliko več, še vedno večino opraševanja uporabijo čmrlji. Čebela nagiba samo medicino na teh cvetovih, ne mora pa prenašati cvetnega prahu. Poglejmo se še dejavnosti opraševalcev preko dneva, samo na primeru jablane, zato ker so bili rezultati v vseh rastlinah zelo podobni. Opazovali smo 7 ure zjutraj do 8 ure zvečer. Zelena barva so čmrlji, rumena čebela, oranžna čebela samotarke in pa modra muhe klepetavke pa dvokrilci. Vidimo, da najbolj izstopajo čmrlji, ki so bili dejavni že zgodaj zjutraj in pa pozno zvečer, najbolj pa dopoldne.
preko dneve pa potem dejavnost upadala. Ostali pa so bili najbolj dejavni v srednjem delu dneva. Ko je bilo letos, vidimo, da je bila temperatura višja in pri čmrlih smo opazili veliko spremembo dejavnosti. Ne vidimo, da so bili še veliko bolj izrazito dejavni zjutraj in pa zvečer, preko dneva je pa njihova dejavnost upadla. Medtem, ko so tudi ostali opraševalci pa še vedno dejavni, predvsem v srednjem delu dneva, zjutraj in pa zvečer ne. Te razlike so za nas biologe zanimive že same po sebi, vendar pa imajo tudi zelo praktične in pa tudi osnovne posledice za čmrle. In sicer, kot verjetno veste, se škropi zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, takrat pa čebela ni dejavna in smo na tak način izognemo, da bi direktno škropili po čebelah. Na primeru čebele, glede na te krivulje, ta ukrep verjetno zelo učinkovit, na primeru čmrlov pa ni tako jasno. Ne? Možno je, da se še vedno škropi zgodaj zvečer ali pozno zjutraj. Zlasti takrat, ko so visoke temperature. Kar pomeni, da so čmrli pesticidom potencialno veliko bolj izpostavljeni. Da je problem še večji, je treba upoštevati, da so pri čmrlih, da so vsi čmrli pomladi matice. Samo matice prezimijo, zato matice oprašujejo, matice nabirajo hrano na cvetovih, in so matice neposredno izpostavljene pesticidom. In če matica umre, pomeni konec gnezda. Pri čebeli nikoli ni tak primer, zato ker čebela matica nikoli ne nabira hrane, nikoli ni na cvetovih, nikoli ni neposredno izpostavljena pesticidom. Tako da je vpliv, pa so pesticidi še veliko bolj nevarni za čmrle, kot pa za medonosno čebelo. In to se verjetno premalo upošteva. Pogledamo si še hitrost opraševalcev na vseh rastlinah. Rumena barva so še vedno medonosna čebela, zelene, različno tegi zelene, pa so različne vrste čmrljev. V bistvu smo pa šteli, koliko cvetov opraševalci obiščajo v določenem času in vidimo, da so čmrli vlado še hitrejši kot medonosna čebela. Kar tudi posebno potem kaže o njihovem opravljenem delu. Še glavne ugotovitve. Lahko rečemo, da je opraševanje zelo dinamičen proces. Družbe opraševalcev pa se razlikujejo med sadnimi vrstami, lokacijami in leti, ki se tekom cvetenja spreminjajo. Tudi sam se s tem že nekaj časa ukvarjam, sem presenečen, kako hitro se lahko razmere v sadovnjaku spremenijo. Glede na vreme in pa tudi kako velike razlike so med posameznimi sadovnjaki. Torej, ni dovolj, če poziramo osnoven sadovnjak, pa zaključimo za celo Slovenijo, ampak dejansko treba pogledati čim širše. Potem številčno je večinoma prevladovala medonosna čebela, vendar je bil pomemben delež tudi drugih opraševalcev, zlasti na jagodiču in pa v slabem vremenu. Je pa ob tem seveda treba upoštevati, da so divji opraševalci bolj učinkoviti, zato je njihov prispevek pri opraševanju veliko večji, kot pa bi lahko zaključili samo na podlagi njihove številčnosti. In pa kompleksnost in dinamičnost društva opraševalcev in njihove aktivnosti kaže na pomen ohranjanja pestrosti opraševalcev kot edine strategije za zagotavljanje zanesljivega opraševanja, tako v kmetijstvu kot v naravi. Kot zanimivost bi izpostavil, da so zelo podobnih rezultatov prišli tudi v ameriški raziskavi, ki je bila letos objavljena v reviji Science. Gre pa za raziskavo, ki je bila še veliko bolj obsežna in bolj natančna kot naša, bolj obsežna zato, ker je potekala na 48 nasadih, bolj natančna pa zato, ker niso samo 4 opraševalcev, ampak so dejansko tudi merili, koliko dela so opravili. Konkretno merili so, koliko cvetnega podku so prenesli med cvetovi. Namen raziskave pa bi ugotoviti, koliko vrst opraševalcev sploh potrebujemo za zadovoljivo opraševanje v kmetijstvu. Je dovolj ena vrsta, medonosna čebela pa 2 vrste čmrlov ali potrebujemo več opraševalcev. Ugotovili so, da potrebujemo veliko vrst, pomembne so tudi redke vrste. Vsaka vrsta šteje. Kar je zelo podobno prejšnjemu zaključku, da je za zanesljivo opraševanje potrebno ohraniti pestrost opraševalcev. Tako bo opraševanje zadovoljivo tako v kmetijstvu kot pri varovanju biotske pestrosti.
Tako smo napraševalci gledali na Nacionalnem inštitutu za biologijo, sedaj pa bi vabil, da dr. Jana Hrčina Statistikega inštituta, da pokaže, kako so napraševalci na tisu. Pri tem bi samo opravičal, da spomnim, da se ne bojo. Dobar dan vsem skupaj. Da se še enkrat predstavim, sem Janez Prešeren, sem Statistikega inštituta za Statistično Slovenije, ker sem vodja skupine za čebelarstvo. Najprej Danilo, hvala lepa za to možnost, da smo lahko skupaj sodelovali pri tej raziskavi. Na Kmetijskem inštitutu smo se zadeve lotili na pol avtomatizirano in sicer z video spremljanjem in računalniško analizo slike. Pri tem pa so nas vodila izhodišča, da je okolje, predvsem s tem mislim vreme, nekako vedno bolj nestabilno, da so nihanja vedno bolj drastična, ampak kljub temu je zanesljivost vpraševanja, kot je Danilo nakazal, neka nula. In to nas prepelje nazaj k dobremu staremu izrazu, nič nas ne sme presenetiti, ne glede na vreme potrebujemo ekipe, ki bodo opravile to vpraševanje, ki ga ljudje in druga ljudja potrebujejo. Zdaj, če pogledamo še enkrat tisto, kar je delno že Danilo pokazal, če pogledamo nek poprečno pomladanski dan, vidimo, da je 96% vpraševalcev, da so to čebele. In če pogledamo 2 stopinje hladnejši dan, vidimo, da je teh čebel 91%. Če pa pogledamo nek precej hladnejši dan, kot je 10 oziroma 11 stopinski 6. aprilski dan, mislim, da leta 2017, pa vidimo, da je delež nečebelih oziroma delež čmrljev, samotark in dvokrilcev v bistvu že 35%. In če to pogledamo v luči tistega, kar je povedal Danilo o učinkovitosti vpraševanja, je to v bistvu že zelo konkreten odstotek. Zdaj, če gremo naprej in pogledamo to temperaturno odvisnost, ki smo jo zabeležili s kamero, vidimo, da se v bistvu aktivnost čebel začne nekje pri 10, mogoče nad 10 stopinjami Celzija. Medtem, ko recimo imamo čmrlje v tem hladnejšem modelu, nekako je škoda, da v zajemanje podatkov nismo ujeli tistega hladnejšega dela pri 3 stopinjah, ampak že tukaj vidimo, da so v odstotkih dominantni v bistvu čmrlji, takoj, ko temperatura pade na 10 stopinj. Potem pa je tukaj še ena stvar, ki jo je Danilo omenil. To je hitrost vpraševanja in zato bi vas jaz povabil na ogled tekme v, kako bi se temu rekel, paralelnem vpraševanju med medonosno čebelo in čmrljem. In tukaj bi vas upozoril na 2 številke, se pravi, to sta 2 videa. Prvi številka zgore je trajanje vpraševanja na posnetku in potem je število obiskanih cvetov. In če se strinjate, bi tekmo začeli, 3, 4, zdaj. Meri se posebej, ki je markiran s kvadratkom. Kot vidite, čmrlj vodi z 2:1. Zdaj smo že 4:2. Merili smo od trenutka, ko se je oseba umiril na cvetu, do trenutka, ko je razprl krila. In tako smo v dobrih 30 sekundah prišli do končnega rezultata 12:5 za čmrlje. Če to prikažemo malo drugače, je povprečen postanek čebele na cvetu, da opravi svoje delo, oziroma median postanek je 5 sekund in pol, ampak pri čmrlju je samo 2,3 sekunde, 2,4 sekunde. In če samo te 2 še izpostavim, se vidi tudi distribucija trajanja obiska na cvetu.
in vidite, da je pri čmrlih to bolj proti 1 in 2, medtem ko je pri medonosnih čebeli je pač sredina tam nekje pri 5 sekundah. To je v bistvu tisto, kar smo pripravili na hitro na Kmetijskem inštitutu za tole. Avtomatsko zbranih podatkov je še nekaj in v bistvu zdaj nam tehnologija omogoča, da zajemamo podatke masovno in jih potem seveda tudi s primernimi knjižnicami, ki so prosto dostopne obdelati. Toda jaz bi se zdaj zahvalil za tole in Danilo predajam besedo nazaj. Hvala, Jana, za predstavitev. Vse smo končali prvi sklop, smo pri drugem, ki je precej krajši. V drugega sklopa raziskav smo iskali rešitve za izboljšanje razmer za opraševalce na kmetijskih površinah in sicer smo testirali različnih nadomestnih gnezišč, potem raziskali smo možnost izboljšanja prehranskih razmer za divje opraševalce in pa pripravili smo predloge ukrepov za izboljšanje razmer za divje opraševalce v kmetijstvu. V okviru projekta smo postavili več takih gnezdišč za čebele samotarke. Zanimalo nas pa je, ali bodo čebele raje naselile ta leseni del z luknjami različnih dimenzij ali kartonske cevke, tudi različnih dimenzij. Ne poznate biologije čebel samotark, kot zanimivost pokazal, kaj čebele sploh naredijo, potem v gnezdiščih naberejo cvetni prah, vložijo jajčeca, teh jajčeca potem režejo ličinke, ki pojedo cvetni prah, se zagubijo in potem v obliki gub oziroma kokonov prezimijo šele potem naslednjo pomlad, ki zletijo kot odrasli osebki. Poglejmo si, kaj so čebele izbrale. Vidimo, da so bile veliko bolj priljubljene luknje v lesu, sicer predvsem luknje dimenzije 6 mm in pa 8 mm. Manj raje so izbrale kartonske cevke, če pa že, pa so izbrale manjše, 7 mm. Toliko o gnezdiščih. Glede izboljšanja prehranskih razmer smo opazovali dejavnost divjih opraševalcev na klasičnih medovitih rastlinah, na algi, več so tajde, na parceli in pa na sončnicah. Zanimalo nas je, ali divji opraševalci uporabljajo te rastline kot vir hrane. Ugotovili smo, da medovite rastline lahko delamo, izboljšajo prehranske razmere za divje opraševalce, vendar pa podlagi naših izkušenj in pa izkušenj drugih raziskav podarjamo, da za ohranjanje prejšnjih stroškov opraševalcev medovite rastline niso dovolj. Če želimo ohraniti vso prejšnjost opraševalcev, nujno potrebujemo ohraniti dovolj cvetočih pozno košenih travnikov. Na teh travnikih lahko opraševalci poleg hrane dobijo tudi dovolj mesto za gnetenje. To je ključno. Medovite rastline ne zadostujejo. Mi smo konec drugega sklopa, sedaj povabim doktorico Metko Kristna Kaceta, ki predstavi, kako so gledali na zdravstveno stanje čmrlov. Spoštovana gospa državna sekretarka, gospod direktor in vsi ostali prisotni. V imenu Gimnazijske fakultete in svojem imenu vse lepo pozdravljam. Moram reči, da smo veseli, da smo bili lahko tudi v naši ustanovi del tega zanimivega projekta. Sicer smo se ukvarjali z ugotavljanjem nekaterih povzročiteljev bolezni pri čmrlih. Točili smo se samo na čmrle in pa na nekatere povzročitelje, ki so najpogostejši glede na podatke v literaturi. Nekako smo pa na koncu si tudi zadali nalogo, da pripravimo ene usmeritve oziroma predlagamo ukrepe za izboljšanje tega zdravstvenega stanja. Skupno je bilo v 2 letih preiskanih 132 čmrljev iz 4 lokacij, ki je prej omenil že Danilo. To so bili Grm, Bukovica, Naklo in pa Ljubljana. V prvem letu je bilo vzročenih 50 čmrljev, 20 iz Grma in po 10 iz ostalih lokacij. V letu 38 je bilo pa nekaj več čmrljev in sicer 30 iz Grma, 15 Bukovica, 17 Naklo in pa 20 iz lokacije Ljubljane.
Spodaj imate na grafih tudi deleže, koliko je bilo posamezne vrste čemarljev v posameznem letu. V prvem letu smo imeli 3 vrste, uspešno v letu 18 je pa malo bolj pestra zbirka. Kot sem rekla že na začetku, smo se osredotočili na povzročitelje, ki so po podatkih iz literature gosteje ugotavljeni pri čmarljih, in sicer smo za metodo PCR za dokaz čebeljih virusov ugotavljali virus akutne paralize, virus črnih matičnikov, virus kronične paralize, virus deformiranih kril in pa virus mišičkaste zalege. Z metodo PCR smo ugotavljali tudi nosemo bombi, nosemo cerano, nosemo apis, ter apicistis bombi in pidje bombi. Mikroskopsko preiskavo pa smo preiskali tudi vzorce na povzročitelje iz teh omenjenih rodov. Rezultati v letu 17, v prvem grafu so prikazani rezultati za virusne povzročitelje. Kot vidite, zelena barva pomeni delež negativnih rezultatov, so virusi zelo prisotni pri čemarljih v Sloveniji. Praktično na vseh lokacijah smo jih ugotavljali. V prvem letu je še najboljše stanje bilo ugotovljeno v Lukovici, sicer po ostalih 3 lokacijah pa je bilo teh virusov precej. Na drugem grafu so prikazani rezultati mikroskopske preiskave. Mikroskopska preiskava ni toliko specifična, da bi lahko ugotavljali vrsto povzročitelja, ugotavljamo rodove. Se pravi, spet so bili ugotovljeni povzročitelji vseh 3 rodov, ki smo jih iskali. Z metodo PCR, kjer smo pa lahko ugotavljali posamezne vrste iz teh rodov, pa smo prav tako ugotovili prisotnost vseh teh povzročiteljev, bolj ali manj v vseh lokacijah. V letu 18 je rezultat podoben, prav tako je delež pozitivnih vzorcev s pozitivnim rezultatom, kjer smo našli povzročitelja, dokaj visok pri vseh metodah in na vseh lokacijah. Dolgo se ne bomo na tem zadrževali. Pomembno je, da je razvidno, se pravi, da naši čemarlji v Sloveniji so okuženi s temi povzročitelji. Če si raziskovalec, a ne v neki raziskavi, te zanimajo potem seveda zadeve, da se sproti odpirajo. Zato je nas zanimalo tudi, kako je pa s čebelami na teh istih lokacijah. To je v bistvu dodatno delo, ker ni bilo v okviru CERP-a. Je pa zanimivo, zato ga želim danes pokazati. Smo na teh lokacijah vzorčili tudi nekaj čebel, ki smo jih prav tako nabrali na cvetovih. To se pravi klinično zdrave osebke, ne iz panjev, ampak na cvetovih enak način kot čmrle. S tem, da smo čmrle preiskovali vsakega posebej, individualno, čebele smo pa združili v en skupen vzorec. In zdaj, če pogledamo, rezultate so navedeni po lokacijah. Na vrhu te številke pomeni odstotek pozitivnih vzorcev, pozitivno, negativno pa pomeni rezultat vzorca teh čebel, ki so bile na isti lokaciji istočasno nabrane. In če pogledamo pri virusih, skoraj povsod, kjer so bile čebele pozitivne, smo našli tudi pozitivne čemarlje. Potem tudi pri ostalih povzročiteljih, recimo, če gledamo nosemo cerano, nosemo cerana je tujerodni povzročitelj, ki je k nam se razširil iz Azije in razširil se je s trgovino s čebelami. Se pravi, če imamo mi danes pri nas s tem povzročiteljem okužene čmrle, so se na nek način verjetno okužili preko čebel. Nosema bombi pri čebelah nismo ugotavljali, je pa specifičen povzročitelj za čmrla. Nosema apis je do nedavnega bila pri nas edini povzročitelj nosemavosti pri čebelah, zdaj praktično ne ugotavljamo, ker jo je izrinila nosema cerana. Potem tudi vidija bombi in apicistis bombi smo ugotavljali pri obojih. Glavne ugotovitve v zvezi z zdravstvenim varstvom. Čemarlji v Sloveniji definitivno so okuženi z virusom akutne paralize, virusom črnih matičnikov, virusom deformiranih kril
in virusom mišičkaste zaveje. Virusa kronične paralize pri čmrlih nismo ugotovili, prav tako pa tudi pri čebelah iz teh lokacij v tem času ni bilo pozitivnega rezultata pri čebelah na ta virus. Potem ugotovili smo tudi, da se prisotnost posameznih virusov razlikuje glede na lokacijo, kjer so bili ti čmrli vzorčeni, leto vzorčenja in pa tudi glede na posamezno vrsto čmrlja. Zato vse to danes ni bilo prikazano, toliko časa, ampak to so bile ugotovitve. Pri čmrlih smo ugotovili tudi povzročitelje iz Sema, Cletidija in Apcistis in tudi tukaj so bile razlike glede na lokacijo, leto vzorčenja in pa čmrlja. In pa ta glavna ugotovitev, za moje pojme, ugotovili smo, da so čmrli in medonosne čebele definitivno dobijo povzročitelje bolezni, vsaj vzorčene, in da se ti nedvomno med njimi tudi prenašajo. Še predlogi ukrepov za bodoče. Vsekakor bi v Sloveniji potrebovali redni letni monitoring zdravstvenega stanja različnih vrst opraševalcev na različnih lokacijah. Ker v tej raziskavi smo pregledovali samo čmrle in samo 4 lokacij. Za neko širšo sliko seveda bo treba vključiti večje število lokacij in tudi druge vrste. Potem ta povezava, da si čmrli in čebele delijo določene povzročitelje, je vsekakor vredno opraviti določene raziskave, s katerimi bi lahko ugotavljali, kako se ti povzročitelji prenašajo. Ali se prenašajo z čebel na čmrle, s čmrlov na čebele in na kak način to poteka. Potem v Sloveniji imamo rastlinjake, ki uvažajo čmrle za potrebe opraševanja. Zdaj ti čmrli verjetno najdejo tudi kakšno odprtino, kjer lahko pobegnejo na prosto in bi bilo potrebno spremljati tudi vpliv na zdravstveno varstvo opraševalcev tam, kjer so pač ti rastlinjaki, kjer so ti čmrli, potem prihajajo med avtohtono populacijo. V zvezi s tem je potrebno tudi informiranje uporabnikov uvoženih čmrljev, da imajo lahko ti čmrli negativni vpliv na avtohtono populacijo in pa, kot sem prej omenila, potrebno bi bilo opraviti raziskave zdravstvenega stanja tudi na drugih opraševalcih, ne samo na čmrlih. Hvala. Sem vse glavne rezultate. Na koncu bi omenil, da smo veliko pozornosti posvečili tudi razširjanju rezultatov projekta, zato ker opažamo, da je zavedanje o problematiki zelo slabo. Sodelovali smo na kongresih, na mednarodnih delavnicah, imeli predavanja, pisali strokovne bludne članke, sodelovali z mediji, tudi danes tu nekaj predstavnikov. Počeli smo tudi študente v raziskavo in na koncu smo izdali tudi to skibanko, ki ste danes verjetno že vsi dobili. Se pa zavedamo, da je razširjanje rezultatov zelo pomembno, tudi do ciljnih uporabnikov, do kmetov, zato smo ravno z namenom boljšega prenosa znanja pridobljenega v tem projektu prijavili tudi projektu v okviru programa razvoja podeželja za ukrep sodelovanja. Smo pripravili projekt na temo varovanja opraševalcev v sadjarstvu. Rezultati prijave pa še niso znani, pa upamo, da bomo uspešni. Zaključil bi še za predloge ukrepe za ohranitev opraševalcev v Sloveniji. Prej smo omenili, da Evropska unija poziva države članice, da ukrepajo. Pri nas mi vsekakor potrebovali za začetek strategijo varovanja opraševalcev. Mnoge države je že imajo, tudi že izvajajo, mi je še nimamo. Upam, da jo čim prej dobimo. V okviru te strategije je zagotovo zelo pomembno ali pa ključno varovanje habitatov, torej zatenje, torej ohranjanje cvetovčih form oprašenih travnikov, ki so za preživetje teh opraševalcev ključni. Potem potrebovali bi monitoring divjih čebel. Sam monitoring še ne pripomore k varovanju, vendar pa le na podlagi dobrih podatkov
lahko razumemo, kaj se dogaja v naravi, temu ustrezno ukrepamo in potem tudi spremljamo, ali so to ukrepi učinkoviti. Kajti, če delamo na pamet, lahko podpiramo nekaj, kar sploh ni učinkovito in na tak način zapravljamo denar po nepotrebnem. Seveda so potrebne tudi raziskave, če gre tudi z vidika naravovarstva, le na podlagi znanja lahko ustrezno ukrepamo. In pa zelo pomembno je izobraževanje vseh, ki vplivajo na življenje opraševalcev. V zvezi z raziskavami bi rad izpostavil, da je EFSA že prepoznala pomen naših raziskav in je podprla nadaljevanje dela teh raziskav, in sicer v strokovnjaku Kmetijskega inštituta. Bomo še naslednja 3 leta spremljali dejavnost opraševalcev na Jablani in pa na ameriški borovnici, še bolj podrobno kot doslej. Ravno z vidika razlik med medonosno čebelo in drugimi opraševalci v zvezi z aktivnostjo in pa škropljenjem, kako to vpliva na opraševalce. Potem omenil bi, da je nek vodja projekta Life Natura Viva, ki je namenjen biodiverziteti in informiranju javnosti o pomenu biodiverzitete, ker so pomemben del biodiverzitete tudi opraševalci. V okviru tega projekta predvsej pozornosti posvečamo tudi njim. Za ozaveščanje pa bi bilo prav tudi svetovni dan čebel. Mi ga vidimo kot idealno priložnost, da se v tem na ta dan še več govori o pomenu opraševanja, o pestrosti opraševalcev. Mi ga ne vidimo samo kot svetovni dan čebel, ampak kot svetovni dan opraševalcev. Omenil bi še, da je tik pred svetovnim dnevom čebel nastal tudi dokument program odličnosti v čebelarstvu, ki je pripravil tudi minister. Čeprav iz samega naslova ni, očitno so v tem dokumentu zastopane tudi bile čebele, zelo korektno obravnava kar velik del teh predlogov, ki sem tu navedel, in upam, da bo ta program dejansko tudi čim prej zaživel, kar bo pomenil velik napredek za to področje. In ponavljam, če bomo dovolj hitro ukrepali, ima Slovenija še vedno potencial, da postane model trajnostnega upravljanja pestrosti opraševalcev za stabilno predelavo hrane in ohranjanje biodiverzitete. Če ukrepamo takoj, bomo lahko zazet ostali, če ne ukrepamo, bomo šli po poti napak ostali in izgubili del pestrosti. Naravne razmere še to omogočajo, imamo znanje in voljo, potrebujemo še ustrezno podporo. V koncu bi se rad zahvalil najprej obema financerjama, Ministrstvu za kmetijstvo in pa Javni agenciji za raziskovalno dejavnost. Potem zahvalil bi se magistru Dejanu Židanu, ki je kot minister zelo podpiral to tematiko. Zahvalil bi se spremljevalcu projekta, gospodu Andreji Šalika. Potem gospe Jani Erjavec, ki bdi nad vsemi projekti. Zahvalil bi se vsem partnerjem za dobro sodelovanje, Kmetijskemu inštitutu, Veterinarski fakulteti Grmanovo mesto in Biotehniškem centru Naklo. Mislim, da smo se v teh 2 letih vsi naučili veliko novega in upam, da bomo še naprej tako dobro sodelovali. Potem zahvalil bi se gospodu Romanu Mavcu, vodji nasada na Grmu in pa doktorici Dadinki Korol, ki tam skrbi za vodičje. Moram reči, da sem se vedno dobro počutil pri vas, da sem vedno dobil precej znanja, včasih pa sem domov bolj znanja odnesli še kak paket vitaminov. Zahvalil bi se tudi vsem študentom, kar nekaj je danes tudi zbranih. Brez vas ne bi bilo možno zbrati toliko podatkov. Računal sem, če bi štel sam, vsako leto štel od začetka aprila do konca avgusta, kar pa glede na kratko obdobje cvetenja seveda ni možno. Tako da ste opravili zelo pomembno delo. Hvala vsem in hvala tudi vam, ki ste se danes vzeli čas in prišli na to predstavitev. Hvala.